Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 199. epizoda Apparatusa, v kateri sem jaz govoril z Dunjo Fabijan, ki je astrofizičarka, tako da sva se seveda pogovarjala o vesolju in črnih luknjah in galaksijah, jatah galaksij. Kot vedno, ful hvala vsem, ki podpirate tole, kar počnem, brez vas se tega res ne bi več šel, tako da res ful hvala. Če bi to radi naredili, pejte na aparatus.si/podpri. Sicer pa to je tudi zadnja epizoda pred 200, tako. Če bi radi soustvarjali 200. epizodo, pejte na aparatus.si/200 z besedo. To je to. Zdaj pa Dunja. Lepo, da jo opaziš. Ja. Zato se trudim, s kavnicami, vse je slabo. Okay. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sem Dunja Fabijan in sem astrofizičarka. Okay. Kaj je dejanska titula? Povej mi titulo, kaj je treba reči. Jaz sem unidipl pol. Ne, prosim, tega ne. Jaz sem ta človek. Ne, vse v redu, astrofizičarka, čisto v redu. Ja, ampak tako, uradna. Ja. Jaz mislim, da docentka bi bila zdaj. Kaj to pomeni? Kaj pomeni docent? Nekaj več kot asistent, nekaj manj kot profesor. Ne, to je nek ta umestna stopnja. Okay. Pa povej še, da ne bo samo astrofizičar, kje učiš in kaj vse delaš, pa bo itak do vsega država, na to, da ljudje dobijo feeling. Tako da to. Delam na fakulteti za matematiko in fiziko, tukaj na Univerzi v Ljubljani. Drugače pa počnem še marsikatero stvar, ki je povezana z astronomijo, pa ne nujno z delovnim mestom, tako da sem aktivna tudi na komunikaciji znanosti, pa predvsem na astronomiji. Okay. Zdaj pa, že spet moje geneza vprašanje, deva to, da če si sploh šole, pa zdaj, ki si docentka. Pa tako povej še srednjo šolo in pol faks. Okay. Jaz sem drugače končala srednjo šolo v Trstu. To so šole s slovenskim učnim jezikom v Trstu. In potem sem zaključila prvo stopnjo in drugo stopnjo in doktorat na univerzi v Trstu, ravno tako. Tako sem študirala v bistvu fiziko prva 3 leta, potem sem pa šla na bolj specialisti, magistrski študij je bil pa iz astrofizike. Specialističen. In pa sem se pa odločila, da grem še na doktorat. Ker imaš življenje. Tako, ne. In bolje je bilo tista še druga 3 leta doktorata. Potem sem pa med doktoratom, ker seveda mi ni bilo to dovolj, sem pa se še poskusila vstopni izpit za master iz komunikacije znanosti na šoli SIS-a v Trstu. In sem potem še tisto šla delati, pa še tisto zaključila in tako da, je bilo. A zdaj je dost? Ali se še kaj dogaja? Sem vprašam. Ne, mislim, da je dovolj. Če preštejem, mislim, tako 4 diplome, ki v bistvu tudi na prvi stopnji smo imeli nekaj vrste manjšo diplomo. Tako da, ne vem. Mislim, itak imaš tak ših, da non-stop, da se to ne neha v resnici. V resnici vedno nekaj pišeš, samo nima tistega obsega mogoče. Predvsem doktorat, tisti, kar ne bo se. Zdaj gremo nazaj, mene ta trd zanima. Kako izgleda ta slovenske šole? Kako to izgleda? Ne, res, samo ti povem zakaj. Zato, ker to se pač mi v šoli učimo, a ne? Trst. Tako je ta Trsta fama v Trstu, Trst je naš pol, to je ta najbolj skrajna verzija. Ampak vedno to, pa ta, veš, po italijančevanje, karkoli se. In pol te slovenske šole so, in imaš in Koroško, ki imaš Slovence. Kako to tam, kako to zgleda? Jaz ne vem. Šola? Ne, malo drugače je urejeno, v smislu, da imaš vsega, od vrtca do srednjih šol. S tem, da ko imaš osnovne šole, osnovna šola je 5 let, ko greš, imaš 5 let, 6 let, greš v osnovno šolo, pa zaključiš z osnovno šolo, greš na nižjo srednjo šolo, ki je 3 leta, potem še pa preostali del pa narediš na višji srednji šoli, kot je pravimo. High school, dobesedno high school. Tako da je malo drugačen sistem in včasih se ne znajdem, ko pretvarjam iz slovenske, italijanske šole. Drugače so pa šole s slovenskim učnim jezikom, kar pomeni, da se v bistvu vse predmete učiš v slovenščini, razen mogoče italijanščine, ker italijanščino nekje že recimo, da že obvladaš in potem pač imaš celotno uro v italijanskem jeziku, kar ti ni
načeloma ti ni problem. Vse ostalo je pa slovenščina. Ja, vse ostalo je pa v slovenščini. Okay. Ja. Že to nikoli nisem vedel, kako to je tako. Veš, v slovenskem jeziku pa imaš tako slovenščino, pa še dve stvari, mogoče ostalo je pa. Veš, da je ne, dejansko, to je slovenska šola, je v resnici to. Ja, v bistvu je slovenska šola. Pač reče se ji šola s slovenskim učnim jezikom. Ja, ful seksi ime, drugačko. Ker vse ostale so v italijanskem jeziku. To je za se razlikovati. Faktično to je res. To se strinjate. Kako je pa pač v Trstu, še zmeraj ta, noče nam zdaj razlagaš geopolitiko. Ne, jaz imam zmeraj tak občutek, da ko oddaleč te stvari gledaš, zelo hitro pride do tega zelo nacionalnega naboja v teh debatah, pa veš, da med ljudmi je pa več ali manj tako, da so pač to posod ljudje pač skupaj živijo, imaš paciente, ki pol enih ne marajo, pol nekaj drugih ne marajo, načeloma je pa tako, da so pač to ljudje. Bolj me ta zanima tako, ker hodiš v to šolo, a se tako ve, to so polni slovenske šole, a veš, med vrstniki ali whatever, ali kako to deluje? Tako bi rekla, da vsi so slovenske šole dokaj blizu, oziroma imaš nekatere, ki so celo skupaj skoraj ista stavba. Tako da se jaz, kar se iz svojih let spomnim, nisem imela veliko stikov z svojimi sovrstniki iz italijanskih šol, tako da ni bilo nobenega takega večjega. Mislim, da niti ne greš. Verjetno, ko si v takih najstniških letih, te niti ne zanima, če si na eni ali na drugi šoli. Kvečem je znotraj šole tok klik že. Ne, veš kaj, te šole so vseeno, imamo manj ljudi, kot je na italijanskih šolah, to definitivno, pa manj, kot je na kakšni, ne vem, gimnaziji v Sloveniji, ne. Tako da nas je malo manj, ne, in potem se itak srečuješ v kakšnih obšolskih aktivnostih, tako da zgleda malo drugače. No. Je pa res, da na svojo izkušnjo sem se začela že v bistvu na tej višji srednji šoli. Sem se začela malo povezovati z vrstniki Slovenije, ko sem hodila na kakšne astronomske tabore. Takrat sem v bistvu začela. Ne. In tam je pa malo, ne vem, živiš v enem drugačnem okolju. In to potem dolgoročno občutiš, ker nisi zrasel z istimi stvarmi, kot so zrasli tvoji sovrstniki v Sloveniji. Najbolj neumna stvar, recimo, ne vem, risanke. Rete quattro, okay. Seveda. Ja, ne vem, no. Kanale 5 je pa rete quattro. Sailor Moon. Sailor Moon, okay. To vem, pa eni, ki so odbojko, kaj so že igrali, ne odbojko, so fuzbal igrali. Ja, fuzbal sta bila, Holly Benji. Ja, ne vem, eni so fuzbal igrali celo sezono, je bila ena tekma. Jaz sem imela še to dodatno problematiko, da teh kanalov nisem videla doma, nismo imeli prav naštimane antene, nisem gledala teh risank. Ne, tako da danes, v bistvu v tem času pa jaz zdaj rada tudi poslušam ravno podcaste, zato da se učim malo, ne vem, posredno, tako se malo naučiš, kaj je kultura. Mislim, tako, malo se iz tega učim. Mislim, vsaka stvar je dokument časa, zdaj mišna je. Malo povlečem tudi, mislim, tudi besedišče včasih je malo različno. Mi seveda, mi črpamo iz italijanskega besedišča. Se ti ne sliši. Malo se ti sliši. Malo se sliši. Seveda. Ne, se je prav, vse je logično. Tam to živim. Samo včasih, recimo nekaterih besed, jaz res ne vem, kako so v slovenščini kakšni stvarem reče. Potem, ker uporabljam italijansko verzijo. V Sloveniji recimo uporabljaš angleško celo, niti ne slovensko včasih. Tako da zdaj malo drugače je. Verjamem, da je še ta dodatna stopna malo skizofrenije, ker že tako imaš italijanščino čisto zapečeno, pa moraš v slovenščini sploh zdaj v službi, ne? Načeloma. Ne, tudi angleščino. Pa še angleščina, to sem hotel reči. Pa sploh resmo par astrofiziki, ki sklepam, da je ful slovenskih izrazov. A je že vse preveden, a to si upaš reči, ne? Ne, sploh ne, ampak na tem področju pa nekaj tudi počnemo mi, ne? To je res. Mislim, imamo v bistvu, kakor skupina, to govorim na fakulteti, tudi prevajamo astronomske slike dneva in tam se včasih zgodi, da dobiš nek termin, ki ga ne znaš, mislim, eno besedo, ki ne znaš prevesti in oziroma pač se moramo malo pomeniti med sabo, kako bi bilo, kateri bi bil najboljši prevod v slovenščino in to potem smo tudi ustvarili nek slovar, angleško-slovenski slovar astronomskih izrazov, tako da obstaja to. Kako pa ta dogovarjanje zgleda?
kaj to, v CC daš vne ljudi, ki morajo biti. V bistvu imamo proces. Imamo mailing listo, na kateri se malo podebatira. Zdaj so že utečeni, no, klasični izrazi so že, ampak včasih se pa dobi kaj novega in potem je potrebno nekaj časa tudi za to, da to uporabljaš, recimo v predavanjih ali prevajanjih. Da se prime, pri unih 7 ljudeh, ki to študirajo. Odvisno, kjer je stopno. A lahko daš en primer, to me pa tako, nekaj, ne vem, ki je bilo, saj tako v zadnjem času, lahko je tudi 3 leta nazaj, ampak nekaj kaj novega prišlo, pa se ne nočem te zdaj, da... Nekaj, kar ni novega, ampak še vedno se malo, ne vemo, kako bi prevedli, je seeing, temu, mislim, da smo se odločili, da bi to razmazanost temu rekli, ampak še vedno ni... Niste zadovoljni. Ne, nismo še zadovoljni. Na mailing listi se še pogovarjate. Ne tako pogosto, da bi to prihajalo vsak teden. Ne, samo včasno pa so kakšni taki izrazi. Nekaj, to sem jaz tudi opazil. Ta zahod, sploh se mi zdi zaradi ameriških faksov, tako občutek imam jaz, pa sploh ne zdaj sam pri fiziki ali pa astrofizik, kjerkoli, je res toliko močna je ta misel, da včasih polkar malo sem jezen nase, da ne znam še, ne vem, saj nemška ali pa tako francoska, se mi zdi, da oni so tudi toliko močni, da vsaj temu malo kontrirajo, drugače si res kaj spužil, sam te Američane absorbiraš, več ali manj, no, tako. Ja, če pomislim, iste izraze, ki jih mi skušamo prevesti na vsak način v slovenščino, v italijanščini niti ne prevajajo. Kar vzamejo angleška verzija in to je. Zdaj v slengu, ne vem, v znanstvenem jeziku med nami, ko govorimo, pač kar vzameš pač to besedo po angleško in je. In najuriš, ne. Ja, in zdaj ne vem, če pišeš kakšen poljudno znanstveni članek v italijanščini, se še potrudiš, da bi to nekako prevedel, samo po moje ne gre tako enostavno, vse v italijanščini ne. Celo lažje v slovenščini, no, tako. No, pa sej, prideva zdaj še do faksa, pa do raziskovanja, sem tam vmes še hodil. Zakaj si šla pol... Jaz sem imel fiziko na maturi, tako bom to začel. Mislim, da že vsi vedo. Vem, ampak na koncu mislim, da 3 pisal, tako da, ali 4. Ne, mislim, da sem 3 dobo. Ne vem. Ful sem mislil, da vem nekaj, pa v 4. letniku ni šlo skozi vse, ni dolga zgodba. Hočem samo povedati to, pa me polen kol ni več, kot toliko potegnil. Meni je kul ta razlaganje sveta, meni je to zelo všeč, pa se mi zdi, da je tako boljša verzija matematike to. Matematika je to, kar pri matematiki je lahko vse res, tako jaz si to predstavljam. Pri fiziki moraš vsaj nekaj moraš videti na eni točki. Veš, pri matematiki je pa malo tako, veš, ker sem videl une polinome, me je minil. To ne za en drug ukvarja s tem. Ampak tako, zakaj tebe? Ker že tako naravoslovje se mi zdi, jaz sem z razlogom na naravoslovju predstavljal, ampak pol pa ta fizika pa kemija, recimo, se mi zdi, da pa res 1-2 predmeta. Moraš biti za to narejen na eni točki. Zakaj si šla v to? Jaz te bom tako povedala, da sem v bistvu na koncu višje šole sem bila malo v precepu. In jaz sem med višjo šolo začela hoditi na te astronomske tabore in potem sem se malo začela spraševati, kaj bi šla. Jaz sem zdaj nehala med kakšno stvarjo, ki bi bila bolj literarna, ne vem, kakšna stvar, čisto nekaj drugega, ali pa nekaj popolnoma drugačnega, novega, ker v bistvu na višji šoli nisem niti dosti slišala. Mislim, smo imeli nekaj pol semestra, se mi zdi, astronomija, ampak tam me ni navdušila astronomija. Mene bolj na taborih navduševala, sem rekla, kaj grem študirati? Nekaj, kar se mi di, že malo poznam in ne vem, kam bi šla, ali grem nekaj čisto novega, da se prav... Ja, da presekaš. Pa pa so šla tisto na novo, seveda. Kaj greš delati nekaj, kar ti da malo več zagona, kjer je dosti novosti noter, se mi je zdelo, da je tisto najbolj tako zanimivo se mi je zdelo. No? Čeprav se, mislim, ne vem, tista fizika na začetku vse je bila v redu, ampak jaz sem prav ciljala na to, da bom šla potem na magistrski študij za astrofiziko. Tisto me je prav zanimalo. Pa še vesolje, ne? Vesolje. Ja, to. Ja, ker to se mi zdi, tako te kupijo, ne? Mislim, da z vesoljem, da te kupijo. Ja, ker jaz ne vem, če greš matematiko, matematika nima vesolja, razumeš, kaj hočem povedati? Ga nima, ne? To se moraš z enim matematikom verjetno. Ja, tako. Ne, tako si jaz to predstavljam. Ampak, ja. Ok, pa zakaj vesolje? Zakaj? Zakaj pol astrofizika? Veš, kaj hočem povedati? Mi zdi, da to te more... Eno je ta akademska, pa itak ne veš pri 18, kada kdo ve, kva počel v življenju, zares, razumeš, pač vsi upamo na najboljši. Zato sem jaz tak ekspert v analizi politiki in javni upravi. Ampak tako, če si že pol vedela, da
ciljaš na astrofiziko, ne, pa svedla, da moraš vsaj ta prvi del pač prerintati, ne, pretrakirati, da pač osnove si moraš ustvariti. Seveda, ja, to je res. Zakaj astrofizika? Kmej je to kar magic. Tako, se mi zdi, veš, od vseh teh stvari, to je ena redkih teh smeri, ki je tako kot medicina, ki mi žal te ljudje pa, ne? Ker obstaja vesolje, razumeš? To me pa pomagam človeku, a ne? Veš, na ta način. V bistvu se nisem vedela točno, kam grem, ampak vem, da me je tisto očaralo, še sploh na teh taborih, ko sem, se to vedno povem, tako da ni nekaj novega, ne? Da ko sem prvič v bistvu pogledala skozi teleskop, ko sem gledala Luno, so mi dali, da je nekaj čisto navadnega. Ne Luna, pogledaš skozi teleskop, ampak prvič pogledaš skozi teleskop in vidiš Luno in se ti zdi res, da si tam, ko v bistvu lebdiš na Luno, ne, in tisto je bilo, wow. In potem, mislim, meni je bilo že, ne vem, no, to računanje tudi mi ni bilo tako tuje in ta povezava verjetno, mislim, vedno sem bila malo nagnjena na bolj znanstveno stran, čeprav mi tudi literatura, mislim, da v slovenščina in vse, kar je bilo zraven, mi ni delala težav, ne? Tako da sem zelo rada brala in, ne vem, in pisala tudi, to smo imeli. To ne vem, je obsodba slovenskega jezika, da nekdo kar računa brati slovenščino, ali je tako, veš? Ne, mislim, na obeh straneh se mi je zdelo, da mi gre, samo, ne vem, ta astrofizika je bila pa nekaj še čisto tako novega za spoznati in ker sem imela to, recimo ta stvar, da sem lahko šla na te astronomske tabore in se začela malo s tem, malo bolj konkretno ukvarjati, spoznati nekaj novega, se mi je zdelo zanimivo, no. Tako z vsega začetka. Ne. A pa polka si prišla, res smo sploh ta magisterij, pa to ne, itak zdaj že v osnove, pa že tam malo spoznaš te stvari. A pa je ti upravičal to romantiko tega vesolja, pa gledala sem Luno, zdaj pa to delam, tako je vse, a ne? Ne, je bilo povezano, tam se je še bolj odprlo, mislim, samo Luna ni bilo dovolj, še sploh. Ja, Luna. Ne, moram reči, da se mi je dosti krat zgodilo, tudi, mislim, danes se mi dogaja, da me dosti sprašujejo tudi o Sončju sam. Ne, mene zanima galaksija, mene zanima še nekaj več kot tistega, tako da še večje vesolje, ne, tako da sem šla čisto nekam. Ker ne dobiš, ponavadi so vprašanja vezana, ne, kdaj bomo šli na Mars, kdaj bomo šli na Luno, ne. Ja, ne, se je zanimivo, mene zanima še nekaj, kar je malo dlje, ne, ker česar se ne bomo dotaknili med navednicami. No, dej pa, okej, potem pa zdaj to vprašal. A pa si že pokonsolidirala to v glavi, da veš, da pač na Ocean Cover šla? To res vprašam, ker jaz imam non-stop to, jaz sem največji fan Star Treka in imaš non-stop, pa vem, da nimam, jaz v vesolje nam šel, razumeš, to vem, a ne? Ti pa to dejansko tako, veš, na dnevni bazi več manj in preučuješ in učiš, pa še ta komunikacija znanosti, ki je treba hajpa, planeti, veš, galaksije, ne, pa veš, da kamor bomo šli. Oziroma, da ti na Ocean Cover šla. To je res tako, ali se upaš, ali upaš. Ne, veš kaj, meni se zdi, da je to stvar zdaj skale, na kateri gledaš, ne, zdaj, ko gledaš galaksije, to so take ogromne skale, jaz sem se že vrla puško koruzo. Jaz ne utegnem vizualizirati tako velikih skal. Imam sploh take probleme, ne? Že s tem imam težave. Ne? Tako da sem rekla, ne, nimaš kaj si predstavljati. Mislim, težko si je to predstavljati vesolje kot tako, kot dimenzije, kot velikost. Ne? Skušaš si s temi manjšimi, dajmo reči manjšimi stvarmi, kot je Osončje, ne? In to je edino. Zdaj, kar se vesolja tiče, to, da bi šla v vesolje, mogoče me ni nikoli niti mikalo, da bi res postala astronautka. Ne, to tega ne. Se zavedam, da je marsikaj zelo nevarnega v vesolju, tako da ne boš dobil. Čeprav zdaj moj mali sin je začel, jaz bi šel na vesolje, jaz bi šel na Jupiter, sem rekla, čakaj, težko bo, da boš ti pristal na Jupitru, ko je plinast planet. Ne, jaz bom šel na Jupiter, mama, jaz bom šel na Jupiter, to je zdaj njegova mantra, tako zadnje čase. Sam zaradi unga obroča, I guess. Ne, to je Saturn. Jupiter je un, ki ima uno ko, una nevihta. Ja, una nevihta, tiste je Jupiter. Ker sem se popravil, da nam tok neuma ni spadal. Ne, kaj sem da hotel še vprašati, kar se tega tiče, te razdalje pa to, ne? To je meni to bilo ful fascinantno, jaz o tem nikoli nisem zares razmišljal, pa že spet meni bo pač sci-fi zelo všeč, pa ne samo sci-fi, me bo pač to Star Trek leza na loš izpostavljen, ker Star Trek se je zmerom pretvaril, da jim je mar za znanost. Tako, veš, kaj hoče reči, sploh The Next Generation, če ga gledaš, vsi si izmišljujejo vse, ker pač morajo potovati po svetu, ampak so se pa nekako držali tega, da
je bilo treba potvati, pa včasih je bilo, ker si šel daleč, se je poznal, da si šel daleč. Veš, kaj mislim, nisem okay. hyperdrive in se je zgodila. Okay. Šli so se neke omejitve, ni čista fantazija. Zaradi tega je meni Star Trek včasih malo bolj blizu, ker sem se imel na maturi fiziko. Pa sem pa Segna gledal, Kozmos, ki je res super. Jaz sem to, ne vem, sploh neke torrente sem dobil. In sem pač enkrat na dah pogledal in takrat sem fan njega v ratu. In on mislim, da ima tam en del, kao, da mi tako ne vemo, o čemu se pogovarjamo pri teh razdaljah. Pač, da nimaš sploh, to je tako, kot predstavljaš si milijardo evrov. Pač, okay. Ja, ko se začne tisti 10 in številka gor višati, potem res... Če ti rečem, ne vem, milijone, milijard. Super, točno to je. Ampak ti moraš pa to nekako v praksi, pa le moraš, moče ne znam tega vprašati, ampak v praksi ti moraš saj vedeti, saj dvakratnike, trikratnike moraš vedeti, da veš, kaj gledaš en planet, ki je nekje, pa enega, ki je dvakrat le. Ja, veš, kaj imamo, to imamo lepega, mislim, v astronomiji imaš več takih mirskih enot, ne? Namesto metra uporabljaš, recimo, dokler si znotraj Osončja uporabljaš astronomsko enoto, to je zdaj povprečna razdalja med Zemljo in Soncem. Reče se je astronomska enota. Ja, enota. Nisem folk brez domišljije. To prvič slišim. Wow, da prej, sorry. Potem greš lahko na svetlobna leta. To je nekaj, kar verjetno še je domljivo. Ne, v resnici ne. Jaz sem pogrunil, sliši se ful dobro. Lightyear je slabo. Ampak v resnici, svetloba toliko potuje in zdaj svetloba rab toliko, da eno leto prepotuje. Enkrat ugotoviš, koliko je svetloba hitra. To je vsi lažejo, ki rečejo, da si znajo to predstavljati. Vsak laže. In potem imaš še parseke. To so pa zdaj ena totalno, pač neka astronomska enota. Beseda, ki jo je Lukas narobe uporabil. Ja, točno, čakaj, kako je že? Pač parsek je enota razdalje. On je pa uporabil kot enoto, časovno enoto. Ki je rekel, da Millennium Falcon can do the Kessel Run in 12 parsecs. Ne, nekaj je bilo, jaz tem. Ampak pol se to veš, pa če gledaš tega Solota, Star Wars, kot solo film reči. Pač samostojni film Solo. Solo film. Ja, ki je pač origin story od Hana Solota, upravičijo to. Ker je nekako tako tak convoluted plot je, da nekako upravičijo to, da dejansko v 12 parsekih, ker morajo, mislim, da 12krat skočati, ne. In kao, ne. Ne, se ne da, mislim, da je zgrešeno. Na tenko namazan kruh, tako, zelo, Aha, a parsek je pa, kaj pol? To je zdaj ena taka, mislim, astronomska enota, pa še nekaj več kot svetlobno leto, v bistvu. A več svetlobnih let? Ne, tako veliko več svetlobnih let, ampak je taka enota, ki jo dosti uporabljamo v znanstveni literaturi. Mislim, da lahko rečeš, da je pa 17 parsekov. Ja, megaparsekov. Megaparsekov. Seveda. Ne moreš. Ne neha se, v resnici ne neha. Ta tvoj del, ki ni akademski, kaj delaš? Ne znam drugače tega vprašati. Kaj počnem? Ti sedi za nekim računalnikom in nekaj delaš, I guess. Ja, to vedno. To je ne glede na to. To je super. Ja, to je res. Ker jaz sedim za računalnikom. Ampak, kaj delaš? Kaj delam? Torej, prevajam recimo astronomsko sliko dneva tudi z ostalimi kolegi. Kaj to pomeni? Ti to rečeš, razumeš? Ti to rečeš, kada, valjda. Seveda, obstaja neka spletna stran, ki jo urejujejo nazini znanstveniki in vsak dan dajo na spletno sliko, lahko je nova, lahko je starejša z nekim krajšim opisom in ker je to v angleščini, se nam je zdelo fajn oziroma se je zdelo fajn že kolegom pred mano, da bi to prevajali in to konstantno, torej vsak dan prevedemo. In to je zdaj na spletu pač prevedeno. A to je ta NASA Photo of the Day? NASA Astronomy Picture of the Day. Ja, to sem jaz imel, sem si naštimu eno skripto, da mi je samodejno za ozadje. Ja, to so, Mislim, so lepe slike in še ta kratka razlaga je res za kogarkoli. Potem sem aktivna pri astronomskih tekmovanjih. To so zdaj pač slovenska tekmovanja, ker tekmujejo tako osnovnošolci kot srednješolci. Pišem kakšne članke za portal Vesolje, pa urejam Twitter račun in Instagram račun za portal Vesolje in tudi Facebook
tudi sem zraven. Mislim, tako, kaj se reče temu social media manager. Tako. Zato si 4 fakse naredila, da lahko na koncu to rečeš. Veš, to, seveda. Ne, se je delo. Ne, verjamem. Če kdo to ve, jaz to vem. Potem imamo še večere na observatoriju, včasih tudi jaz imam kakšno predavanje. Na observatoriju predavam, včasih po šolah, če me pokličejo, pa še za kakšna društva, če me pokličejo. Mislim, to je polno dela. Kaj pa ta akademski del kot tak, pač na šihtu? Kot tak, akademski del, Job, se temu reče. Mislim, da, pri akademskem delu pa v bistvu, kar počnem je, jaz študiram jate galaksij, to so zdaj večji sistemi, kjer je po 1000 galaksij. Ja, zato ker galaksije niso rade same in se združujejo v ene take večje sisteme, ki jim pravimo ali skupine galaksij, to so manjše, po 50 jih je skupaj, ali pa jate galaksij, ki jih je tudi po 1000 skupaj. In te jate galaksije imajo pač neke posebne lastnosti, naprimer. Naprimer, večina njihove mase je v temni snovi, ki je ne poznamo, ki ne vemo, kaj je. In večina mase, ki jo lahko vidimo, ne, je pa v obliki plina, ki ga vidimo samo z rentgenskimi teleskopi. To je zdaj. Čakaj, vidiš? Okay. Vidiš v smislu, da je elektromagnetno sevanje, da prihaja do tebe neka svetloba, ki ni nujno v tistem območju, ki ga lahko vidiš s svojimi očmi, lahko jo vidiš pač v drugih območjih. Tipično je to v rentgenskem območju, to gledaš. Temna snov je pa to je nekaj drugega, dark matter, tistega pa občuti, preostala snov, navadna snov, dajmo reči, občuti, da je prisotna temna snov, temne snovi pa ne vidiš, po definiciji pač. In kaj migracije jat? Veš kaj, lastnosti jat so zanimive, vsaj mislim z mojega vidika so zanimive malo zato, ker so to zdaj taki objekti, ki so nastali čisto na začetku vesolja, ne, in v bistvu so se potem združevale te jate in so postajale vedno večje, ne, in predstavljajo nekje eno povezavo med kozmologijo, torej tem, kako se je razvijalo vesolje, in pa recimo v njih lahko pa študiraš kakšne posebne astrofizikalne procese, ne vem, kakšne supermasivne črne luknje v ta največjih galaksijah znotraj teh jat, ki delajo marsikaj zanimivega znotraj teh jat, no. Spreminjajo malo lastnosti jat. Ja, ampak, ker rečeš, da se združujejo, ne? Ja. Ali se ne širi vse? Kva? Jaz sem čist zmeden, a ni? Ja, se širi, vesolje se širi, ampak gravitacija ti pa vleče skupaj galaksije. Oziroma, kdaj veš, da se je ena pridružila? To sploh niso neumno vprašanje, to res ni neumno vprašanje. Kdaj veš, da se je ena pridružila? Pridružila, ko vidiš, da je gravitacijski učinek tak, da v bistvu da je ne bo več odvleklo ven. Aha, kaj veš, da bo ostala v jati. Ja, tako je. To mi je tako dobro, da so jate. No, zakaj me tako zabavaš? Čisto do. Pa črne luknje pa kaj noter delajo štalo, po domače povedano. Ja, tako. Te črne luknje znajo biti zelo, so supermasivne, to pomeni, da imajo maso več, recimo, milijonov mas Sonca in posledično pač srkajo vase snov in istočasno pride do takih izbruhov oziroma curkov, ki potem učinkujejo na preostalo, tudi na ta plin. Plunejo ven neki. Plunejo ven neke delce in potem to učinkuje na tisti plin, ki sem rekla, da pride seva pač v takih drugih svetlobi, da mora reči. In ta plin ga mal premeša v bistvu, da nastanejo take vrste, kakor da bi nastali neke vrste balončke, ki se potem dvigujejo v tem plinu in ti lahko te balončke oziroma te votline nekje vidiš na tem plinu. No pa prej si rekli, za temno snov ne veš, kaj je, pa v bistvu sam plin lahko vidiš. Ne? Ampak tako čisto za moja predstava, kaj pol, koliko lahko noter vidiš v te galaksije, a ne? Koliko lahko pol res do planetov, kaj se da pol razlikovati znotraj galaksije? Ker valjda tam so pol še neka osončja, pač ne, a se tako reče. Koliko se vidi pol tudi noter, ker jaz ta makronivo še nekako, to še nekako kupam, da gre, a ne. Pa ne razumem, kako pol znotraj tega karkoli, kdorkoli vidi, ne. Ja, tako ti bom povedala. Ena izmed
najbolj popularnih slik iz lanskega leta je slika črne luknje. To je zdaj supermasivna črna luknja v eni izmed galaksij, ki je tukaj zraven. Zraven naše. Zraven je. V Šiški. In odvisno, kako skaliraš vesolje, verjetno tudi Šiška bi šla. No, in to črno luknjo, zato da so to posneli, oziroma da so posneli pač okolico črne luknje, ne črne luknje seveda, so potrebovali teleskop, oziroma sestavili so v bistvu nek teleskop, ki je bil velikosti Zemlje. To z radijskimi teleskopi se lahko počne, to da postaviš več teleskopov, oziroma imaš več teleskopov na Zemlji in skupaj opazuješ isto stvar. In to se da torej dobiti eno tako zelo dobro resolucijo, da vidiš v oddaljeni galaksiji črno luknjo, oziroma okolico črne luknje. Ja. In zdaj ena druga taka predstava je pa recimo ravno tako radioteleskopi, to so zdaj niz radioteleskopov ALMA v Čilu. In ti radioteleskopi so sposobni pogledati v bistvu okolice zvezd, pri katerih prihaja do nastanka planetov. Mislim, taka je zdaj resolucija, ki jo zmorejo teleskopi, to so zdaj veliki teleskopi, nizi teleskopov, to pomeni, da sestaviš več anten skupaj, ne, in potem skupaj gledajo. Ja. Pa to, valjda, že spet, blizu, v galaksijah, ki so blizu, ne. Kad greš, manj vidiš, ne. Mislim, imaš, resolucija pač pada, pač to je tako, kot fotoaparatu več. Sej v bistvu je, ne. Ni neke ekstra razlike, ne, v bistvu, Ja, pa še to bi mogla povedati, da jaz tega ne delam tako, da gledam teleskope, ampak delam super računalniki, ustvarjam vesolje. Ta del, mislim, verjamem, da na Viču ne sediš. Ne, ampak ne, obstajajo astronomi, ki opazujejo s pomočjo teleskopov, jaz pa počnem to tako, da simuliram vesolje v računalniku. Ja, ampak kakšna, a pa pol, kaj to gledaš, ne? Je pa neka vizualna reprezentacija, mislim, ti dejansko, na koncu tudi to lahko, ne samo cifre, mislim, neki ti izriše pač, ne? Ja. Ne samo, mislim, koliko pa rabiš tam domišljije zrano, tako iskreno. Domišljijo? Ja, mislim, koliko vidiš v resnici? Mislim, zdaj niso čisto simulacije, s katerimi jaz delam, obstaja zdaj ena novejša simulacija, na starejša se imenuje Millennium, novejša je pa Illustris, tam pa lahko celo, tam so pa uspeli simulirati različne galaksije znotraj ene same kozmološke simulacije. Torej ti štartaš z enim ogromnim kosom vesolja, čisto na začetku in potem pač pustiš računalniku, da računa vse, kar mora računati in na koncu ti pa dobiš v bistvu galaksije, ki so primerljive galaksijam, ki jih lahko vidiš. Toliko, da obstaja naprimer ena slika, kjer primerjajo galaksije v resnici in galaksije v tej simulaciji. In so zelo podobne. Ja. To sem pa, to je tako dobro, to sem jaz hotel. Včasih se kaj poklop. Kar jaz ne razumem je, ti sem simulacije, to sem bral mislim, že nekaj cajta nazaj. Jaz razumem, da ti lahko daš ene parametre noter, ampak pa glih prej si rekla, pa imaš pa te črne luknje, ki pa štalo delajo, ne? In to so odstopanja, ne? Hoče reči, tega ti vsega ne moreš dati v simulacijo in pol pač v resničnem življenju, pač je ta štala neke spremembe naredi, ki računalnik ne more vedeti. Ampak če bi pa ti računalniku dal noter črno luknjo, Sej to počnemo. Ja, to, ampak kako veš, ti ne veš, kako črna luknja dejansko, ali ti une pljunke lahko predvidiš? Nekateri se ukvarjajo ravno s tem, da simulirajo, kaj se dogaja v okolici črne luknje. To se tudi da. To se da samo problem je pa tukaj skala, ne, ko jo simuliraš. Zdaj, črne luknje so en tipičen objekt, ki ima učinke tako na majhnih skalah, torej na majhnih razdaljah, kot na velikih razdaljah. In zdaj to vse spraviti noter v eno simulacijo, kjer ti bo računalnik to računal, je zelo, zelo težko, ker boš rabil ogromno časa, to, da boš lahko, ne vem, da bi lahko v eno simulacijo dal, torej, da bi tvoja simulacija imela resolucijo, ne vem, enega sonca, da bi lahko eno sonce simuliral noter in istočasno štartal iz, ne vem, začetka vesolja, da bi celotno vesolje. To pozabi, ne. To zdaj, mislim, to je zdaj preveč. Sam te makrobel se pa že daje. Je pa res, da se, torej nekateri so tudi tako skušali to poračunati, rabiš ogromno časa. Zdaj problem je, da ti ustvariš neke vrste eno samo, dajmo reči vesolje, ne, bi pa ravno zato, ker je parametrov tako veliko rad ustvaril več vesolij, da jih lahko med sabo primerjaš in gledaš,
kje so odstopanja od modela, ki se ga ti predpostavil, da velja za naše vesolje in pač pravega vesolja. Mislim, ni enostavno. Ne? Ja, se to. Mislim, spremenljivk mora biti, to mene. To je pač, jaz ne vem sploh kako. Kapolo v bistvu, zdaj malo bolj razumem, sprav, gre reči, če gledaš jate, ne, mislim, ful mal podrobnosti je pri jatah, pa jih je v bistvu ful, ne, ampak, veš, če bi šlo pa planet v veš, ne prideš do resolucije planetov, ne, če nekaj takega simuliraš. Saj ne, danes ne vem, če bomo kdaj v prihodnosti lahko nekaj takega počeli. Lahko uporabljaš kakšen drugačen trik, to pa smo mi uporabljali, to so tudi simulacije, ki jih jaz uporabljam. Imaš en del vesolja, velik del vesolja, ki ga simuliraš najprej samo s temno snovjo, potem vzameš en tak delček vesolja, kjer vidiš, da se nekaj zanimivega dogaja, pa spet povlečeš nazaj v čas in gledaš samo tisti delček vesolja z navadno snovjo in temno snovjo, kaj se dogaja. In potem lahko to pač večkrat tako zoomaš v simulacijo in to večkrat narediš. Ja, ker manj računa, ne? Manj časa zgubiš pri teh izračunih. Mislim, to so tudi, CPU hours, to ti gre. Zdaj smo prišli na moje področje. Ta del pa mene fascinira. Ne, zakaj? Zato, ker mi je tako, jaz cel cajt spremljam to tehnologijo res tako čez človeka, pa kaj mi počnemo. Pač povprečen človek. In zdaj smo reženi pri tem, da so v bistvu te proci, ki so pač v telefonih pa v računalnikih, so že video skoraj nadvlada. Ne še čist, ampak tako video je že kar, tako, video smo premagali, pa to je bila ta velika barijera, tekst smo zelo hiter, pol slike ajde, pa audio tudi tako, video je bil pa dolg cajta še vedno tako srabil neko mašino, ti pa z videom dela, že to je bilo, vse bilo tako, Zdaj pa video rata, zdaj lahko greš štacuno, kupaš komp, ki bo 4K maličil, pa sploh ne boš vedel, da 4K maličeš v resnici. Ta del mene pol zanima, ker vi pa res delate s takimi podatki, da pač kompa ni dost, To je meni dosti fascinantno. Je pač, da je toliko treba računati, razumeš, da dejansko, da super računalnik rab cajt. To hočem povedati. Ta del mene neizmerno fascinira. Res, moram reči, da se tudi na tem področju, tehnološkem področju, marsikaj dogaja, v smislu, da mi smo zdaj vezani na tele CPU-je, imaš pa tudi simulacije, ki lahko marsikaj računajo tudi na GPU-jih. Super, še še eni potrošniki grafičnih kartic. Zdaj je to problem, zaradi Bitcoina, ker jih ni. Ne, problem nastane, kakšne so zdaj strukture teh superračunalnikov in superračunalniških centrov, v katerih marsikdo počne marsikaj. Torej, ni samo, astrofizika, to lahko simuliraš na takih računalnikih, ampak imaš ogromno drugih stvari, ki gre na te super centre, računalniške centre. In zdaj problem je, kakšna je zdaj struktura teh super računalnikov, zato da bo tvoj program čim boljše deloval. In zdaj smo v bistvu v fazi, kar se tega tiče, kar se mojega področja tiče, spremembe, v bistvu skušamo spreminjati celotno pač programiranje, ker so to zdaj gremo na exascale, supercomputing in tako dalje. V bistvu je potrebno na celoti še enkrat preštudirati, če so naši programi res dobro napisani za to, da izrabijo čim boljše optimizirano resnici. In ni trivialno, zdaj se s tem tudi ukvarjajo. Kako se pa delijo te superračunalniki? Kako izgleda danes bi pa jaz? Kako to sploh v praksi deluje? Ali že spet mail pošljaš? Ne. Odvisno, če imaš to v hiši, se postaviš v vrsto in ko si ti na vrsti, pač ti to zračuna. Rečeš mu, koliko procesorjev bi rad. Dejansko je Q, ne? Moraš imeti. Ene 3 Q-je različne imaš glede na to, kaj bi rad počel. Recimo ene so pač take, da res moraš dosti stvari poračunati, druge so pa take, kjer moraš samo preizkusiti, recimo, če sploh tvoja koda zaštarta. Ker ti so, da čakaš in da potem ti koda ne zaštarta, ali pa, ne vem, po 1, 2, 3, 3 timestepih ti to vrže dol, rečeš, ok. In pa že spet čakaš, da si na vrsti. Ja, seveda, moraš še enkrat pognati in čakati. A za tabo je vesel, ker je prej na vrsti? Ja, seveda. Valjda. Se ne pozna toliko. Ti si izgubil čas. Se to hočem reči, dobro, pa uje tudi malo prej, kva. Odvisno, kdaj tvoj program klecne. Ja, tako. Potem pa imaš še, recimo, jaz sem, ker svoje raziskave delam s skupino v Trstu,
V Italiji imajo pa center Cineka, kjer je pa konzorcij univerz, ki se je skupaj sestavil in so v bistvu nabavili en del opreme in ta Cineka vzdržuje en del opreme in plus še drugo opremo. In včasih imamo mi tudi možnost, da magari kakšne stvari pošiljamo na neko novo opremo, ko so jo oni nabavili, ko še noben nima dostopa gor, mi pa v bistvu smo tesni zajčki, testiramo opremo in istočasno pa poganjamo te naše simulacije. To je dobro, da je tudi pri vas treba biti kao mal, ja, bom kedal, pa to mi je... mislim, da se ukvarjaš z vsem tem, da moraš, ne vem, knjižnice vse še enkrat inštalirati, vse programe pa še enkrat zaštartati, ampak ja, imaš pa v bistvu za nekaj časa, za malo časa, imaš neomejen čas uporabe. In, mislim, neomejen si. Ja. V bistvu je omejen. Ja, ampak ne tako, da si eden od 27 v vrsti. No, pač tako, ja, tako da še nekaj malega poženeš tam. Ampak ja, drugače se pa moraš prijavljati na kakšne razpise, da dobiš dovolj ur in da jih pokuriš. In to pokuriš takoj. Aha, zapravo ti v bistvu se prijaviš, jaz bi tole pa tole delo, tokle premližem, in pa rečejo, ja, ti pa lahko in pol, zdaj pa aprila si pa na vrsti več ali manj. Tako to deluje? Ja, nekaj takega. Recimo, da imaš parkrat na leto, se prijaviš in potem lahko pač tam zaštartaš in dokler ne pokuriš vseh ur, imaš možnost pač, da to je, mislim, me je to toliko dobra komponenta tega, tako, ki si nekako, glih za to ker sem prej rekel, zdaj je res tako, da pač vsi, ne bom rekel vsi, ampak večina drugih poklicev je tako, zdaj lahko kupaš računalnik, lahko kupaš dosti zmogljiv računalnik za svoje delo. A veš, mislim, CT skener je zdaj ena mašina tam, včasih tudi to pošilja, a veš, da je nekaj zdaj pa to proc tam brez veze, a veš, tako trivialen je ratalo resnic, ne, pri vas pa res ne. Ne, niti ne bo, ne. A imaš dober računalnik, mislim, služben, a imaš dober služben računalnik? Ne rabim ga, ker se povezujem na druge. Zato sem to vprašal, ker ima tako res, to mora biti to, pošiljaš na nek super računalnik, razumeš svoj program ali karkoli, delaš pa to na nek modelu iz 2011, po moje. Mislim, verjamem, da ni to bed, ampak zdaleč pa nisem predstavljal. Ja, mislim, sej lahko tudi z tvojega tega telefona lahko tudi malo pregledujem, če je v redu, če simulacija gre, ali se je kaj ustavilo. No, ne, pa to je tudi dobro vprašanje. Lahko pa to sprot spremljaš. Takrat, ko imaš ti ure, to je vse v real time lahko spremljaš. Mislim, odvisno zdaj, kva delaš, ampak načeloma... Ja, načeloma lahko gledaš, kaj ti, mislim, imaš pač nek, recimo pri tem programu, ko ga mi konkretno uporabljamo, se nekaj spisuje v nek fajl in ti lahko sproti gledaš, kaj ti računa, dokot je prišlo. Aha! Videla sem. Ne, ti čisto vsega ti ne izpiše. Potem imaš občasno, ti v bistvu ti naredi, dajmo reči, sliko tega, kar je situacija v tem tvojem simuliranem vesolju in ti to shrani. To mu lahko naprej pač rečeš, da na vsake tok cajta. Ja, na vsake tok cajta, da mi to shrani, ker drugače so to, mislim, to so terabajti in terabajti. Nimaš neskončno prostora tudi na to. Ampak to, kar pa pol nazaj pride do tebe, je pa koliko. Ajde, zdaj greva, Jate Galaxy, Dunja neki dela, vsi vemo kaj, Črne luknje gleda, koliko je kaj uploadaš in kaj nazaj pride. Mislim, koliko je velik pač ta dataset, tako v mega terabajtih, ne vem, se sprašujem, koliko kilo? Na kilo, koliko je? Ja, to je še bolj žalk, v bistvu. Ja. Ne, res, koliko je to veliko? Koliko ena jata galaksija? Ena jata bo neki tera. Neki tera. Ja, če so te tam manjše simulacije, še te stare. Te nove so... Koliko je pa časovni, ampak gre res, koliko je časovni? Koliko časa simulira? Ja, koliko časa ti traja, da ti to prenese na računalnik? Ja, to me zanima. Ja, odvisno to je povedeš, če sem doma nekaj več, kot če sem na delu. Ja, to je kar hodo. A pa kaj je to na nekem FTP-ju in pač da... Sorry, mene to res zanima, to vem, da so take vprašanja, ampak tako. Ja, je v bistvu na FTP-ju, ne. Ja, in vse pozameš in pa to odpreš v nekem programu, ki zna to brati, ne. Ja, tako. Ali pa pač napišeš program, s katerim lahko to prebiraš. Ja, pač. Mislim, to je shranjeno. Napišeš program, s katerim lahko prebiraš podatke od Jate Galaxy. Ti si na eni točki danes rekla, da črna luknja je klasičen objekt. To ni normalno pokažeš, to ni... Mislim, je eden od tistih objektov, ki bla, bla, bla. Mislim, hočem reči, da meni kot resnemu laiku je črna luknja še vedno kar mal črna luknja, ne pa črna luknja. Še simulacija, ne? Ja.
Kako se odločiš, koliko časa boš spremljala eno vesolje? Odvisno od tega, kakšne košček vesolja želiš simulirati, v smislu, kakšne so mase tvojih temne snovi in navadne snovi, ko jo daš noter. Recimo, ena zvezda med navednicami v takih simulacijah, ki jih jaz uporabljam, je tipično v velikosti 10⁶ sončevih mas. Če ti to pove, milijon sončevih mas. Odvisno, če želiš nekaj bolj podrobnega, pa moraš še malo bolj nazaj iti. Bomo še eno vprašanje glede simulacije, pa gre pa nekaj drugega. Prej si rekla, da bi zelo težko od začetka vesolja, da bi en planet simuliral ali pa eno sončje. Mislim, da bi potem na koncu dobil planet. Da bi na koncu dobil, to me zdaj. A pa za naše sončje, ki pa vemo, kva se je zgodilo. Kaj mislim, kaj pa res veš, kva se je... No, to sem že vzamem nazaj. Ne mislim, so astrofiziki, ki tudi to počnejo, da simulirajo nastanek nekega osončja. S tem, da gledajo, kaj bi se dogajalo, ne vem, s planeti, kje nastanejo in potem kako migrirajo. Se to je. Mislim, po znotraj osončja. Se omejiš, moraš vzeti poštevati nek omejen objekt. To je kar noro, Sem mislil, da imam ful dobro vprašanje, ker pač valjda pri nas vemo, pa res, a vemo, ne. Mislim, vidiš končni rezultat, sem to še nič ni, a ne. Ja, vidiš enega izmed možnih končnih rezultatov. To je zelo dobro, enega od možnih končnih. Ker če pol pogledaš vse tisto, kar so, ne vem, teleskop Kepler in še pač ostali, ti pač opazovalci, planetov odkrili, ne vem, vročih Jupiterov, recimo pri nas, mislim, v našem osončju konkretno ni, ne. Nimaš takih ogromnih velikanov, ki so nekajkrat večji kot Jupiter in ki so zelo, zelo blizu svoje zvezdi. Ne, pri nas ni. Nekje druge pa je, ne, in so zelo, mislim, zelo prisotni, ne, tako da konfiguracije so zelo lahko zelo različne. To se ne neha se, a ne, v bistvu te spremenljivke, to se v resnici dobesedno neskončno je. To sploh ni šala. Verjetno obstaja neka porazdelitev, neka verjetnostna porazdelitev, katera je najbolj verjetna končna verzija. Ampak to zdaj govoriš že o lotu. Mislim, več ali manj govoriš, da tako verjetno. Čim rečeš, mogoče obstaja verjetno, da tako jaz bom pa del jackpot zadev. Pač bom. Se tudi, ko mi simuliramo, potem dobiš tiste, kar reče. Jaz sem simuliral, ne vem, eno galaksijo, ki je taka kakor naša galaksija, ali pa taka kakor Andromeda. Taka kakor Andromeda v kakšnem smislu? Recimo, da ima isto maso, ali pa primerljivo maso. To pomeni taka kot. Ne pomeni, da je čisto enaka in da ima vse iste karakteristike in da vse štima. Ne, to je taka kot, ponavadi pomeni to, da ima isto maso. Pa še to seveda v parametrih, do katerih smo mi, mislim, do une meje, do kjer smo zdaj zmožni Andromedo sploh videti, ne. Še to je, ne. Še to, tudi če bi recimo lahko, če bi mi videli recimo Andromedo v nulo, vse bi videl, še pol, da bi vse to sprogramiral, ne mogoče se meni sliši, ne. Pa še tega nimamo, ne? V bistvu imamo samo blurry sliko, več ali manj, pa če rečeš, približno tako le, prijatelji. To me je ful fascinantno, me je to ful dobro. Nekaj pol še leš, kaj, meni je všeč, ker sem mislil, da toliko enega sveta, saj na Zemlji, misliš, da si že razlagamo, a ne, tako, pa tudi fizika ta, pa gravitacija, pa to ene stvari, tako res misliš, smo si pa razložili, ne. Meni je ful dobro take stvari slišati, ker se vidi, da je še toliko daleč v resnici še. Tako neka resna, mislim, tako, ne resna, to je napačna beseda. Problem in istočasno tisto, kar je mogoče tudi fascinantno, ne. Problem je, da si na Zemlji in istočasno fajn je, smo na Zemlji in utegnemo vse te stvari tudi razumeti, ne. To je nekaj zelo, zelo... Že to je gost, včasih. Meni se zdi to nekaj zelo, zelo... Mislim, to pa nekaj povejo o človeku samem, da smo zmožni s tem, da poznamo pač neke predpostavke, ne, ustvarimo na začetku, ampak smo zmožni tudi razumeti, kaj se dogaja tako daleč od nas in daleč v času, med drugim tudi. To sploh ne bo začela ta svetloba, dokler pride to vsakič mi lom možgane, pa tudi noro. Ampak smo zmožni razumeti marsikaj, kar se dogaja v vesolju in celo govoriti o tem, kakšno je vesolje, kako se je razvijalo, kaj je bilo na začetku, s tem, da sedimo na Zemlji. Fair point, To dvoje, ne, in istočasno pač se ne moremo z Zemlje premakniti zato, da bi šli pač konkretno tja nekaj izmeriti, ne. Smo pa sposobni vseeno te stvari izmeriti preko pač
preko vseh teh raznih pač fizikalnih zakonov, pa malo intuicije tudi. Ne? No, ampak veš, ta del mi je všeč, sploh to, da rečeš intuicija na koncu, mi je pač kul, pa ne zaradi tega, ker to je še zmeraj je ta znanost, ki ne vemo, da imamo probati zvedati, pa počasni koraki v resnici. To je še zmeraj ta del, sploh pa astrofiziki je še vedno je to. Ker je meni zelo romantičen, pa pol take, veš, kaj bo neka mala Dunja, gremo reči, da ta je pa iz Koroške, zdaj gleda vesolje, pa gre pol to študirati, pa je še zmeraj velik za naresno, ta del, veš, to je kar v redu, to je dobro. Okay. Slovenci imamo planet, zdaj Dunja je že drugič v aparatu World Headquarters, to je treba povedati, pejte poslušati v podrobnosti, kjer smo se pogovarjali o akciji, poimenujmo slovenski, kako je Zvezdo in planet. Ne? Ja, Zvezdo in planet je bilo treba. In dejansko, ali je nekdo poslušal tisto epizodo in predlagal aparatus in pa legitimen planet, ali kaj smo se že norca delali? A to je bilo med predlogi ali ne? A ste takoj stran vargali? Ja. Zato to pa nisem preverjala, če je bil. Ne vem, če je bil, mislim, da ne. Je pa bil nek više število ljudi se je upisovalo planete od aparatusa naprej. Mislim, očitno je nekdo poslušal oddajo. Saj dejansko nekdo posluša to. Povej, kaj se je na koncu izbralo od vseh predlogov in kako se reče zvezdi in kako planetu. Ne? Ja, na koncu sta bila izbrana predloga torej za planet Istok in za zvezdo Irena. Ja. Po romanu Pod svobodnim soncem. Tako da, če bo slučajno kdaj še odkrit kakšen drugi planet okrog iste zvezde, bo verjetno njegovo ime pač vzeto iz romana. Ne? Ja, valjda, da bo neka logika. Ja, to je bilo mišljeno. Ne, da je... A to ste zdaj že tem... Smo posredovali Mednarodni astronomski zvezi, oni so že to upisali, v bistvu je to zdaj že uradno. Ne? Okay. Kaj je bilo že konec oktobra, se mi zdi, da smo poslali te prve 3 predloge, najbolj izglasovane predloge, in potem se je pač pri prvem predlogu se je malo zalomilo, zato ker je bilo eno ime, je že imel nek asteroid in se ne more dati istega imena. Talija in Apis, se mi zdi, da sta bili prvi imeni. Ne? In potem je šel drugi predlog, je šel čez. Ta drugi predlog je bil pa Istok in Irena. Okay. To je kar v redu, pa Istok, valjda, to je dosti po naše napisano v resnici, je bilo več šans, da bo bolj unikatno. Verjetno. No. Ampak mogli. Kaj je še unikatno? Anže, sam rečem, jezik še ni. Je bilo pa dosti, to smo potem malo gledali statistiko, kolikokrat so se pojavili, ne vem, kaj je bilo že Čeferin in Zaspanka, seveda. Ja, valjda, okay. Ali pa je bil pa, jaz ne vem, kdo je to bil, očitno, verjetno vedno ista oseba, ki je dajo Maribor šampion. In to je bilo kar ponovljeno nekajkrat. Super, eno se je dal, torej. Ni šlo. Hvala, čuden, okej. Maribor je šampion. Jaz nič ne rečem, samo povem, da je. To je dejstvo. Ampak kar v redu. Pa naprej gre na to zadnje vprašanje. Še en ta, kar se popularizacije znanosti tiče, za tvoj občutek, to res po tvojem občutku sprašujem. Imaš občutek, da je zdaj, da smo leta 2020, a je internet neto dobro ali neto slabo? To je moje vprašanje. Res iskreno vprašam. Zakaj za komunikacijo znanosti? Ja, za znanost? Za tako bom rekel, lahko si po svoje predstavljaš to vprašanje v resnici, nočem ful umeti, ampak tako, veš, a bi rekla, da po eni strani valjda ti zdaj lahko, zdaj na pamet govorim, v Čile pošleš podatke, ali pa iz Čile ti pošljajo podatke, pa to je vse internet in hvala Bogu, razumeš, to je sam dobro. Pa pogledaš unga, ki je Maribor šampion 27krat predlagal, pa je zelo benigna verzija trolanja, pa imaš pa slabe ljudi na internetu, A je teh slabih ljudi toliko, da vzame stran unmu ostalmu v kontekstu znanosti ali ne? To me zanima. Pa to tvoje mnenje, ne zdaj mnenje, veš Mika, kaj Dunja pravi? Meni se zdi še vedno to, da lahko najdeš dosti zelo, zelo zanimivih stvari na internetu, zelo, zelo fajn. Seveda obstajajo pač ljudje, ali zlorabljajo, ali pa uporabljajo nekoliko drugače internet, to je
nekje moraš to vzeti v zakup. Internet je in internet je v bistvu naj bi bil za vse ali pa ga vsi lahko uporabljajo. Ne. Vsak dan malo manj. Tako da ne, obstajajo zelo v redu vsebine, jih je treba znati najti. Jaz mislim, da mogoče bolj kot sam internet kot tak, mene bolj zanima recimo, kako različni mediji, z različnimi mediji lahko prideš do ljudi. In to je zdaj lahko zelo zanimivo. Ne vem, kaj zvem, na Twitterju boš nekaj govoril, če želiš priti do ene publike, ki je tista, ki Twitter uporablja, Facebook verjetno je že za stare, tako pravijo, da z Facebooka nekako ne dobiš iste publike, kot dobiš na kakšnih drugih, preko drugih kanalov. Instagram je tak, kjer seveda moraš dajati slike, kar pomeni, mislim, za astronomijo kot tako je fajn, ker astronomija dosti je zelo vizualna. Potem, ne vem, tale TikTok, ki je zdaj prihaja. Jaz sem gor zdaj. Ne razumem ga čisto. Jaz se trudim. Sem pa prebirala recimo, da je, če se ne motim, na Kitajskem je pa dosti takih educational, torej takih vsebin in da dosti ljudi sledi takim vsebinam. Zdaj, kaj točno znotraj, kaj je že omejenega časa, kaj je 1 minuta, kaj lahko ti tam noter poveš in daš in kaj bo oseba potem od tega potegala, je zdaj drugo vprašanje, ampak to je po mojem, da so zanimive. Je en kanal, pri katerih lahko priješ do zelo mladih ljudi, za mlajših ljudi. Tako da je tisto pa je zanimivo. Sploh za nekoga, ki se ukvarja profesionalno, zdaj jaz se ne čisto profesionalno ukvarjam z komunikacijo znanosti, ampak za nekoga, ki bi želel na takem področju delati, moje je zanimivo in mora poznati vse te razne kanale, s katerimi pride do ljudi. Potem pač na YouTubeu tudi najdeš dosti stvari. Najdeš tudi dosti kvalitetnih stvari. Obstajajo... In pa, da so naciji imeli baze na Luni. A veš, tako, se hočem reči, veš. Ne, pa zdaj nočem ful. Jaz se skrim vprašam, veš, ker se mi zdi, ker jaz tudi včasih malo popujem, pa si pa rečem, ne, še zmeraj je cool, ne. A veš, ker je dejansko, pa se mi zdi, tisto, kar je meni všeč, sploh ta portalo vesolje, a ne, pa vse te stvari, se mi zdi, kar je meni kle fajn, je to, da se sploh proba, da je to že po defaultu, da se razmišlja ne samo da v page, ali pa da je dejansko tudi ta social, ker pač pa ne samo to, vsi smo tam gor. No. Samo vsi smo na različnih stvareh. To je pa dejstvo, Zdaj ne vem, recimo, če pomislim na YouTube, jaz sledim tudi nekaterim, ki se ukvarjajo s komunikacijo znanosti, ampak to so zdaj Italijani, in recimo en je tak, ki se ukvarja z kemijo, ki je ustvaril svoj YouTube kanal, ki ima zelo lepe videe, take, ki privlačijo in magar, ne vem, govori o kakšnih takih med navednicami, lahko tudi se nam zgleda banalnosti, ampak niso, recimo, kaj znam, sicer ni imel on to, ampak eden je imel recimo, zakaj pride kava ven iz kafetjera, kako rečemo, recimo, kateri je fizikalni, kemijsko-fizikalni mehanizem, pri tem. Kakšne take stvari, ki izgledajo neumnosti, pa tudi debankeri so v tem primeru so prisotni. Recimo ta profesor kemije med drugim je ustvaril ta YouTube kanal, ima več 100,000 sledilcev, je bil tudi na kakšnih takih srečanjih, ki jih dela YouTube za te educational, te, ki se ukvarjajo s tem področjem. Potem zdaj sem odkrila, da na Instagramu, kjer je veliko teh komunikatorjev znanosti, so zdaj odprli, so se povezali tudi oziroma imajo nek Twitch kanal, če se ne motim, je Twitch pa za igranje, za špile. In tam pa tudi se pač dobijo in pa nekaj prediskutirajo, predebatirajo ali pa odgovarjajo na vprašanja vseh teh sledilcev ali pa recimo gledajo skupaj nek film in ga potem znanstveno pokomentirajo. Znajo biti zanimive stvari. Te prepletanja znajo biti zanimiva in tudi moraš malo pri vsej tej komunikaciji znanosti, vse, kakor sem se jaz, to je že skoraj 10 let nazaj, učila, moraš imeti malo tega pop kulture, oziroma moraš malo povlečeš noter ljudi, tako da jim nekaj predstaviš, kar poznajo in ga povežeš potem za znanostjo, kar se mi zdi, ne vem, fajn. To zagotovo privlači ljudi in potem je še dodatna zanimivost, predstavlja dodatno zanimivost. Jaz bi to tako. Meni je to všeč, samo potem nimaš časa vsega delati. Treba je jate spremljati, Dunja. Jaz moram jate spremljati, pa okolico jat, pa vse. Ojej. Najljubši sci-fi film. Sci-fi film, ok. Lahko si predstavljaš karkoli pod tem, pač pod 100 znakom, ampak nekaj, ki si večkrat gledala, to me zanima. Večkrat gledala?
Mislim, da sem večkrat gledala Štoparski vodnik. Tudi film, ali kaj? Okay. Film, ja, film. Ja, okay. Vse je v redu. Brala knjigo, pa gledala film, tisto, ja. En tak, ki mi zadnjič ni prišel na mizo, pa bi ga mogla reči. Moon je super Moon film. Je super. Super Moon je film. zelo lep. Tisti thriller, ki ga ima not, meni so všeč bolj take stvari. Jaz nisem taka za sci-fi med drugimi. Moon je res dober film. Zelo dober film. Ja. Kaj je to že, sin od koga je on? Ta režiser. Od Lennona? Ne vem. Ne, se ne spomnim tega. Ja, ta model je sin od enega Bowieja, ta Duncan Jones je. Ja, okay. Jaz se ponovadi ne spomnim vseh teh. Od Boba Dylana, to me bo zdaj moril. Okay, ni važno, od nekoga sin je. Moon je ful dober film. Ja, ta je super. Okay. Ne bom rekla Interstellar, zato ker mislim, da sem edini astrofizik na svetu, ki ga še ni videl. A res ni? Ja. Ne zamujaš. Najslabši Nolan. Odvisno od tega, koga vprašaš, verjetno. Ja, to je res. Ja. To samo Bog ga hvali, resnično samo Bog hvali. Ne vem. No. Zadnje vprašanje, Dunja, se temu reče. Povej, kje računalnik, telefon imaš? Del 2011, ne. Računalnik imam nek Asus. Kaj je to, Zenbook? Zenbooka imaš? Okay, mislim, da ja. Da, aluminijazga. Železan je, pač večinoma je železan. Ja, tak tanek. Ja. Okay. Zenbooki so cool. 13? Ja, 13. Dosta mobile v resnici. Ja. Manjši je. 13 vrh glave. Jaz sem Chromebooka 13 vrh glave. Aha, okay. Meni je bilo potrebno nekaj takega, da sem lahko s sabo, ker prejšnji je bil, ne vem, 2 kg in pol. Ja, starejši. Del med drugim, ker sem bila na delih predvsem. Z delom ni nič narobe, jaz sem pravda. Ne, del mi je bil všeč. Sem imela prejšnja 2 računalnika, sta bila dela, ampak pa sem rekla, ne, jaz rabim nekaj, da je takega, da lahko prenašam okoli, da se mi ne zlomi hrbet potem na koncu, kot so se jaz stalno nekje na poti. In tudi telefon je Asus Zenfone to pa kar noro, Pro M1. Po mojem si prvi človek. Ki ima Asusa. Ja. Ker ni v redu. Ne, meni so čisto legit telefoni, v bistvu ful zanimiv. Zelo slabo kamero imajo. Ja. Kamera je moj pa naslednji stavek. grozna. Ponavadi zelo fajn z baterijo. Baterija je super, baterija mi zdrži res čudovito. Kamera je pa grozna. Ja, tega pa še ne znajo. Ja. Sploh zdaj, ko bi rabila, da ima lepše slike dela, če jih dajem kam na splet. Imam pa kamero, ki res moraš vedno kaj. Po mojem si prvi človek, ki je Zenfone imel. Jaz sem bil zelo tako, oni so se na začetku ful bolj trudili s tablicami, pa s telefoni, pa zelo ker malo upali, se mi zdi, ker pač niso toliko prodali. Zdaj se pa že spet neki trudijo. No? Tako, ta zadnji ima ena taka s kamera, iz zadnje strani gre tako na sprednost, neka taka weird mehanizem v kameri je. Ampak je kamera še zmeram taka, ki je. Je pa bil, pogoj za to, da sem ga, eden izmed pogojev za izbiro je bil pa ta, da ima dual SIM gor. Ker potrebujem to, da imam dve SIM kartici. Trst le je v Italiji, Dunja. Ja, vem, čeprav moja kuhinja ima včasih v Sloveniji. Tako da, ker želim čisto v meji je potem kuhinja včasih v Sloveniji, dnevna soba pa v Italiji. No, zmeden. Tam ena SIM kartica, pa druga SIM kartica. Zdaj pa še 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš na svojem Zenfonu. Zenfonu, ok. Še tablico bi mogla reči. Imam tablico iz 2012-2011. Galaxy, Samsung Galaxy 10. Res, jaz sem jo kupila, sem bila prepričana, da bom na njej brala vse te razne znanstvene članke. Pa ne gre. Ne gre. Ni ta pravi. Vem, kar razumem v resnici. Aplikacije so Pocketcast. Ok, edin prav. Kamor sem prešla, zato ker sem nekaj influencerje poslušala. Zdaj za ston, zdaj še ta bonus, a to veš? A ti še plačala še? Ne. Jaz sem eno drugo plačala. Ok, no, redo, zdaj Pocket je za ston, tako da ja. Potem imam Todoist, ko je tudi po teh influencerji nekaj počnejo. Ne, ampak sorry, zdaj koliko cajta ga zdaj uporabljaš? Todoist? Mislim, da več kot leto dni. Ja. A no, da je fajn.
Ja, edino, kar mi manjka, je ta, ne vem, zakaj se mi zdaj ne sinhronizira z Google koledarji. Jaz sem to vse prek FTT-ja naštiman. Nisem šel, oni imajo nek uraden sync, ne? Jaz tega ne uporabljam, sem si prek FTT-ja. Dela samo, če uporabljaš prek računalnika, ne prek telefona. Ne vem, zakaj, če ustavljaš prek telefona. Če ustavljaš prek telefona, ti ne dela, če ustavljaš, ne vem, zakaj. Jaz imam to vse IFTT, pa tako, pač dela, ampak je IFTT, ki je sam meni se da s tem ukvarjati. Naprej. Potem Twitter in Instagram verjetno. Ja, pa Twitter uraden, Twitter, ta plava ptica. To vedno vprašam. To mi je kar noro. Ja, edino Facebook imam tisti light, ampak Facebooka ne rabim v bistvu skoraj nič. Še enega. Ojej, New York Times, ne vem. To je čisto legit. New York Times, čisto legit. In pa zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogla izpostaviti eno stvar, ki je stvar, tako da ne more biti tvoja babi, ki misliš, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, tako nek objekt mora biti. Kaj bi to bilo? Neka stvar, ki je bila narejena. Ja, tako nekaj, ki misliš, da je bila narejena zate. Tako. Ja, kaj bi to bilo? Ko jo stalno uporabljaš, ali v kakšnem smislu? Ni nujno, lahko je sentimentalna vrednost, vse živo sem že dobil za odgovor. Podcasti. Ne, mora biti objekt. Ne, objekt mora biti objekt. Ja, računalnik se brez njega ne bi mogla nič. A damo Zenbook ali dela? Veš, da bi napisal dal, prenosnik sem firmo, jaz ni treba, da je firmo, ampak tako sem zabaval me to, da si bila prej na 2 delih, zdaj si pa na Asusu, ajde. Ne, se malo navezala na dele. Na dele, fajn, to mi je kar všeč. Bili kar simpatični. Dunja, najlepša hvala, ker si vzela čas. Hvala za povabilo. Ja, glikar si bila v aparatusu, tako da lahko rečeš adijo. Adijo. Čau. Tole je bila 199. epizoda Aparatusa. Dunjo najdete na družabnih omrežjih, sicer pa pejte pogledati, če na portalu vesolje.si, ker je res fajn portal, če hočete kaj izvedeti. Jaz sem več ali manj posod Anzeta, zdaj zadnje čase več ali manj Instagram omenjan in tudi tam sem Anzeta. Na TikToku sem pa Anzeta, ker je nekdo že imel moj username in sem žalosten, to zdaj posod ponavljam, se opravičujem. Kot ponovadi, ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast, če bi to radi naredili, pejte na aparatus.si pošiljka podpri. To je pa več ali manj to. Do 200, naslednjič, 200. Come on, to je pa kar cifra. Ok, ajde.